športni sili, vsem mojim kolegom, kandidatom za podpredsednico in podpredsednika in vsem mojim gostjam, ki so se mi danes pridružili, vsi znani, bolj ali manj, tudi lokalnih okolij, športni delavci, športniki, trenerji, športni zanesenjaki, torej vsi tisti, ki predstavljajo pravzaprav celotni široki spekter slovenskega športa. To je tudi temeljno sporočilo naše liste, ki smo si dali naslov, slogan Zmaga za vse, ki ga bom tudi pojasnil. Namen današnje konference seveda je, da povem, da kandidiram za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez. Vem, da imam najboljšo ekipo in vem, da bo ta ekipa zmagala. Zmagala bo zato, ker ima najboljši program, predvsem program, ki nagovarja ne samo vrhunski šport, ampak nagovarja vse tisto, kar naj bi krovna organizacija kot taka predstavlja. Se pravi, da nagovarjamo vse družbene podskupine, od olimpijskega tekmovalnega športa do športa za vse, do športa otrok in mladine, zaposlenih, športa invalidov, skratka seniorjev, skratka vseh, ki nekako sestavljajo slovensko družbo. Mogoče tu bi kar citiral najlažje to, kar nam piše v lastnem statutu, pa marsikdo vedno znova pozablja in dostikrat moram jaz pravzaprav ljudi prepričevati v nekaj, kar se meni vsaj, ampak mislim, da vsem nam tule zdi samo po sebi umevno. Piše namreč takole. OKZŠZ je krovna organizacija civilne športne sfere, ki z ostalimi deležniki v Sloveniji skrbi za razvoj vseh segmentov športa na državni in lokalni ravni ter zastopa interese zaščite športa, športnikov in športnih organizacij. In to bom mi naredili. To vam zagotavljam. Z menoj so 3 kandidati za 3 od 4 mest podpredsednikov, ker kot veste, je krovna organizacija točno 14 dni nazaj na svoji skupščini sprejela spremembo pravil, okoli katerih, kot veste, so se kresala mnenja več kot leto in pol. In na koncu sem osebno povedal, da sem prezadovoljen, ker je zmagal razum, da se je z sedanjo spremembo vzpostavilo neko zdravo ravnovesje znotraj organizacije med vsemi deležniki in da nam to daje trdne temelje za razvoj in za delo naprej. V ta pravila so prinesla tudi 4. podpredsednika, ki ga pa izvolijo športniki sami. In kogarkoli, športnica, športnika, ki ga bojo izbrali, bo, sem prepričan, odličen del naše ekipe v prihodnje in se ga veselim. Najprej naj povem, da bo mojo vlogo sedanjo prvega podpredsednika prevzela profesor dr. Maja Pajek, prodekanja fakultete za šport, tudi članica strokovnega sveta našega še sedaj, moja tesna sodelavka pri pripravi kongresov športa za vse, imela je vodilno vlogo pri 14 dni nazaj končanem svetovnem kongresu globalne organizacije TAFISA, kjer smo seveda itak se izkazali kot odlični organizatorji v vseh pogledih in verjamem, da bo tudi odlično prevzela mojo vlogo, pri čemer bom seveda tudi sam maksimalno pomagal. Podpredsednik za vrhunski šport bo Andreja Žurman. Vaterpolo. On je tudi sedaj v vlogi predsednika nadzornega odbora OKZŠZ, torej seveda pozna organizacijo, mogoče vsaj tistih finančnih vede še boljš kaj jaz. Ker jaz priznam, da v zadnje čase, kjer dosti pogledal, to nisem imel. Nič hudega, sem imeli drugi. 3. podpredsednik, ki bo pa imel prav pomembno nalogo za finance, marketing in ta del, je Roman Dobnikar, predsednik Atletske zveze Slovenije, tudi on bo kasneje več povedal vse. Zdaj na kratko, zakaj zmaga za vse. Ko smo iskali in brainstormali, kaj bi dali naslov nekemu programu, ki bi najbolj celovito zaobsegal tisto, kar si mi predstavljamo,
smo na koncu prišli do tega, bi rekel, slogana, ki seveda pomeni zmago kot olimpijski del in za vse, ki seveda avtomatično asocira na šport za vse, kot dva stebra tudi naše organizacije. Predvsem je pa pomembno povedati to, da si mi in verjetno vsi mi predstavljamo zmago vsak na drugačen način. Zmaga ni samo dobiti medaljo. Za nekoga je zmaga, da se po poškodbi vrne na teren. Za koga tretjega je zmaga, da zasluša 5 kil. Za koga je zmaga, da ne vem, namesto da je 8, je pa 5, ker je presegel svoje rezultate in tako naprej. Za Andreja je največja zmaga, po mojem, da pri 77 letih lahko telovadi na Bradley in nam vsem idol. Ker jaz se malo zašalo, malo zares pravim, sem mu rekel, če bi jaz pri 77 lahko to delo tam zamašal, ne pa tako. Skratka, tudi, rekel, ljudje, športnice, športniki, prijatelji, ki so tu z menoj, v bistvu odražajo vso te strukture naše organizacije. Sami po sebi, bojo tudi sami koliko več povedali. Torej, vsi si zmago predstavljamo, jaz verjamem, da bo naša zmaga, moja zmaga, bo naša zmaga. In naša zmaga bo zmaga za vse, ker bomo poskrbeli za vse. Mi bomo svoj program bolj podrobno predstavili tak jeseni. Ko bo čas za to. Sam bi samo še izpostavil 3 točke, ki se mi zdijo, da bojo nekje tudi naše, moje vodilo pri delu, ker to, da razlagam, da bo rabimo vsi več denarja, pa da hočemo več denarja, pa to je škoda govoriti, ker mislim, da je že stanje duha vseeno tudi politiki toliko močno, zdaj, da se vsi že zavedamo, da je treba to stvar popraviti. Ampak tu moramo pač delati za politiko in za odločevalci in jaz sem pač prepričan, da mi to zmoremo skupaj. 3 stvari bi pa posebej poudaril. Prva je ta, in bom začel iz tega, zakaj smo danes v tej bi rekel, Hali Tivoli, ker je to hram slovenskega športa. Bil. Ni več toliko, ampak je bil. Ena izmed mojih prvih zadev, ki jih bom poskušal doseči, pa to ne obljubljam zdaj, da bo v enem letu ali pa v 3, ker ne znam oceniti, ampak je to, da se krovna organizacija vrne k koreninam. To pomeni, da bo postala spet članicam prijazna. To pomeni, da smo preselili iz shopping centra v BTC-ja v športni objekt, ker mi sodimo v športni objekt, brez zamere, v dolžnem spoštovanju, ampak BTC je sinonim za shopping center. In to, da smo tam v nekem 8. štuku, še meni kot podpredsedniku je muka tjajiti, kamor enemu predsedniku športne zveze, ker to neprijazno. In Ljubljana je bogata, ima veliko možnosti, jaz sem celo že županom o tem govoril, in to je problem, ki ga lahko rešimo. In tudi na simbolni ravni to pomeni en premik nazaj k koreninam, če hočete. Druga stvar, ki sem jo velikokrat zdaj slišal, pa bom veliko razmišljal, kako se tega lotiti, ko mi veliko zvez jamra, dobesedno, da niti po pomoti ne morejo priti v noben medij, ali pa ne morejo dobiti tistih 5 sekund, da bi se lahko pokazali, predstavili. Glejte, mi imamo nacionalno televizijo, ki jo vsi mi plačujemo. In preprosto ne sprejmem tega, da ni možno na televiziji enkrat na teden zagotoviti 1 uro in zato, da bojo ti športi dobili svojo priložnost, pa makar 5 minut. To je izvedljivo, če je malo dobre volje. In zato se bomo potrudili. To smo v preteklosti že imeli, se spomnite, je zaradi neke čudne uredniške politike, zaradi neke liberalizacije, pa šparjanja, pa ne vem česa vse, je to zginilo s programom. Predvsem pa tu gre za, po mojem, tudi nerazumevanje poslanstva in vloge športa, ki ga mi predstavljamo. Tretja stvar, vi veste, da smo v tem mandatu dosegli eno izmed pomembnih zmag v tem, da smo dobili državni praznik. Dan slovenskega športa. A res, da ne na dan, ko smo si želeli, pa potem bo mogoče podejan, kaj rekel. Ampak smo ga dobili. In moj naslednji cilj je, da postane ta praznik dela prost dan. Spet ne vem, kdaj bo to, ampak bo. Zato, ker trdim, če si kultura zasluži svoj praznik, dela prost dan, si tudi mi to zaslužimo. Ampak to ne pomeni, da ne bomo nič delali. Nasprotno, tisti dan bomo vsi športali. Tisti dan morajo biti šolski športni dnevi, organizacije delovnih morajo organizirati tekmovanja. Vsi športni objekti v državi na lokalni državni ravni bi morali biti takrat odprti in zastonj. Da kje lahko ljudje grejo noter, da lahko športna društva pokažejo svoje dejavnosti, ker na ta način
bomo mogoče dodatno motivirali še tiste, ki niso aktivni. Ker zdaj nas kogarkoli tu ne rabite nič prepričevati, ker mi smo itak nori na šport in ga delamo skozi. Pač nam je izziv, da prepričamo, da postanejo telesno aktivni tudi tisti, ki danes ne delajo nič. In to je naš cilj in to je tudi naše poslanstvo. S tem bi končal in bi v nadaljevanju prosil še moje kolege, bodoče podpredsednike, da povzamejo besedo, takoj zatem bom pa enega po vrsti predstavil, pa tudi dal besedo svojim prijateljem tule v auditoriju. Prosim, Maja, izvolite. Hvala za besedo. Torej, jaz kot bodoča podpredsednica Športa za vse se bom malo bolj navezala na ta del Športa za vse. Zdaj, Šport za vse je dejansko v zadnjih 2 mandatih naredil en tak velik kvalitativni preskok, predvsem v zahvalo našega bodočega predsednika, magistra Janeza Sodrežnika, in počasi nekako zavzema mesto, ki mu pripada. Torej, na eni strani predstavlja osnovo kakovostnemu in vrhunskemu športu, na drugi strani pa Šport za vse dejansko predstavlja telesno dejavni življenjski slog vseh državljanov Slovenije. Kaj to pomeni? Imamo eno medaljo, eno kolajno, ki ima 2 strani. In kolajna je med sabo povezana. Tako mora biti tudi šport za vse in vrhunski šport med seboj tesno povezana. In v mojem, torej v našem mandatu, pod mojim vodstvom se bomo trudili, da bomo to nekako še bolj povezali, kot nam je to uspelo do zdaj. Kot članica strokovnega sveta Športa za vse sem tudi zdaj sodelovala pri vseh projektih. Če pogledate na spletni strani, zelo veliko projektov smo naredili, od kongresov Športa za vse do svetovnega kongresa. Mogoče bi izpostavila poleg dneva slovenskega športa projekt Olimpijske bakle, ki je bila zelo lepa uvertura v olimpijske igre, namreč, kot veste, olimpijska bakla je potovala čez vse slovenske občine in je nekako povezala praktično vse Slovence v tem duhu ogrevanja za olimpijske igre, kjer so pa res najboljši od najboljših pokazali svoje znanje in kot smo videli, so tudi bili zelo uspešni. Nadaljevali in nadgradili bomo obstoječe projekte, razširili bomo obstoječe projekte, tesno bomo sodelovali s Fakulteto za šport. Fakulteta za šport je dejansko vodilna organizacija na raziskovalnem, strokovnem in znanstvenem področju. Imamo vse možnosti opravljanja meritev vrhunskih športnikov, kar jih tudi opravljamo. In ne samo to, zelo dejavno izobražujemo strokovne kadre v športu. Olimpijski komitej Slovenije, Združenje športnih zvez, ima tudi pooblastilo za izobraževanje strokovnih kadrov v športu, in sicer na področju športne rekreacije in športa starejših. Ta program bomo nadgradili in ga še bolj opolnomočili, da bo ustrezal temu, kar želi teren. Že 4 leta nazaj oziroma 3 leta nazaj smo to poskušali narediti, vendar ni bilo takrat politične volje. Zdaj bomo pa to naredili, ker želimo, da kadri, ki delajo v športu, da so res dobro usposobljeni. Torej, čaka nas veliko izzivov, tudi na področju športa za vse, ampak da sem prepričana pa sem, da ekipa, ki je pred vami, da bo to zmogla. Kaj so naše prednosti? Naše prednosti so srčnost, vztrajnost in predanost. Čisto vsakega tule izmed nas. Naše delovanje bo dejansko temeljilo na sodelovanju in povezovanju, ki vodi do zmage, zmage za vse. Hvala. Hvala, Janez. Hvala, Maja. Jaz sem malo več pomagal za papirjem, ampak po mojem bom se odrezal v redu. Sem vaterpolist od 8. leta starosti, pa do 18. sem aktivno treniral vaterpolo in moram reči, da mi je ta šport dal ogromno. Mislim, da v bistvu pravzaprav vsak šport ti da ogromno, da ti red, disciplino in pravzaprav neke vrednote, sploh v obdobju odraščanja. V tej temi je bila govora zelo dolgo, pa ne bom. Sem ljubitelj vseh športov. Sam sem še vedno športno aktiven, sicer na rekreativnem nivoju, ampak sem mnenja, da redna športna aktivnost pripomore k boljšemu fizično in posledično psihičnem počutju. Vse skupaj pa je pač povezano zdrave. Zdrav duh v zdravem telesu. In zato je zelo, zelo pomemben šport za vse. Kljub temu bom predstavnik vrhunskega športa,
kar je za mene osebno največja čast, ki mi doletela v moji športni karieri. Je ogromna odgovornost, ki prinaša in podaja možnost še dodatno izboljšati sistem za vrhunski šport. Konstituiral bom strokovni svet, ker se bom dobil v smislu bolj poštenega odnosa med športnimi panogami. Moramo pa se zavedati, da so vrhunski športniki, ko osvojijo vidne rezultate, so ti njihovi rezultati pravzaprav predstavitev države v najlepši možni luči, ki jo noben politik, športni funkcionar, podjetnik ne more predstaviti. V takšni luči, kakor lahko to naredijo oni. Velikokrat, ko gledamo naše športnike, si seveda vsi želimo medalje, oziroma včasih nas zanimajo samo medalje, kar je krivično. Že uvrstitev na neko veliko tekmovanje samo po sebi vrhunski rezultat in smo lahko samo ponosni in hvaležni za to, da imamo toliko športnikov. Sami imamo mogoče malo občutka, kaj je vrhunski šport, oziroma kaj pomeni vrhunski šport. Ogromno odrekanja, discipline, treningov, požrtvovalnosti in ciljno usmerjene energije. Pravzaprav se mora poklopiti vse, da narediš nekaj rezultat. In globoko spoštujem čisto vse vrhunske športnike, ne glede na rezultat, ki ga naredijo. Mi moramo zagotoviti še boljše pogoje oziroma njihovim panožnim zvezam, da bodo lahko naši športniki še naprej dosegali te rezultate. Kot predsednik nadzornega odbora zagovarjam delo po pravilnikih. V klubu, ki sem ga vodil, in pa v zvezi, ki sem delal, sem bil vedno zagovornik tega, da moramo delati po pravilih. In druga stvar, ki je zelo enako pomembna, organizacija. Dobra pravila in pravilna organizacija pripeljajo do želenega uspeha. V to sem zelo prepričan. Nazadnje bi rad še izpostavil to, kar je že rekel gospod Sodržnik, ali bodoči predsednik, da mora OKS postati zvezan, prijazna organizacija. Zato bomo poskrbeli. OKS je pravzaprav servis zvezan in tak občutek mora imeti zvezan. Tako majhne kot velike. In zdaj sem končal branje mojega lista. Hvala. To nisem vse bral. Ja, nisem vse sam. Boste videli, ko bo že 4 leta, to bo z levo roko. Hvala. Hvala. Roman, izvoli. Hvala lepa. Vedno ima treme, imam veliko izkušenj, pa je to pravilno, ker to pomeni, da zadevo jemlješ zelo resno. Tako da, dragi Janez, draga Maja, dragi Andraž, naši podporniki na levi, desni in pa spoštovana sedma sila. Če kaj je atletika gledana v času olimpijskih iger? In v bistvu sem zelo počaščen, da smo se našli tu ekipa, ki mislim, da ima daleč najboljši namen in mislim tudi resno, da bo zmagala. Jaz rad zmagujem, pa ne samo, da rad zmagujem, sem pogledal za nazaj, čisto vse volitve sem zmagal, tako da bom tukaj kar nadaljeval. Več kot 7 let sem predsednik Atletske zveze Slovenije, sem član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja, kar pomeni, da poznam oba stebra. Nikakor ne bo to šlo v smer, da bomo delali samo šport za vse. Jaz sem predstavnik najbolj gledanega globalnega športa, vrhunskega atletike in z Janezom sva si dala roko pravzaprav že kar nekaj časa nazaj. In ker sva oba zelo resna in smo delali tukaj z ekipo pravzaprav na programu, kaj bi radi naredili, sem videl, da nam je program in pa to, da bomo servirali našim zvezam in članicam bolj pomemben kot pa naši položaji. Potem sem se odločil, da bom kandidiral. In sicer, ker bo zelo detaljen program predstavljen septembra, bom jaz predstavil samo 4 stebre, tako kot je tudi drugi, so samo neke poudarke, znotraj tega boste pa sigurno našli, kaj bo naša smer. In sicer prva, zelo pomembna je, da bo OKS ZŠZ postala res finančno najmočnejša, močna, stabilen vir za naše člane in članice. To pomeni, da bodo sigurni v van, da ne bo nobenega dvoma, kakšno poslanstvo mi delamo. Jaz osebno, kamorkoli pridem, najprej tam začnem. To pomeni, organizacija mora biti zdrava, močna in kot taka spoštovana. In ne rečem, da zdaj to ni, seveda, da je. Lahko je pa še bolj. In jaz si to želim. In bom to pomagal. In bomo to delali tudi z ekipo, ki je že danes tam, da ne bo kakšne pomote.
ampak seveda rabijo okrepitev in jaz mislim, da to mi smo. Drugi pomemben steber bodo novi močni marketinški prijemi in pa poslovno znanje. Ne? To je nekaj, kar vsi mislimo, da je to dovolj dobro. Nikoli ni dovolj dobro. To je nemogoče. Jaz sem šel pri, 40-ih v mednarodni magisterij, danes sem star proti 50, pa me nečaki učijo novih znanj in tako naprej. To pomeni, znanje je nekaj, kar pa res, ne glede na starost, ga lahko stalno spodbujamo in ta znanja, ki ga mi imamo, bomo pripeljali v OKS Združenje športnih zvez, ker je to potrebno in mislim, da bomo tukaj pridobili na tem stebru gospodarsko, poslovnem, bistveno več podpornikov, kar pomeni več sponzorjev, bolj močno zvezo, mislim, bolj močen OKS. In pa potem grem na tretjo točko, to je ta steber na drugi strani, pa pomeni z državo Republiko Slovenijo, z javnim servizom, si podati še bolj močno roke, ne hoditi enkrat na leto tja in reči, imamo premalo denarja. To ni dovolj. To ni dovolj. Ta umetni konflikt je brezvezen. Ne? Mi moramo najti tukaj partnerstvo z njimi, da bodo oni želeli vlagati v nas, ker je močen šport, ne? Nova gospodarska priložnost za Slovenijo. Jaz sem pomagal tudi pri tem, da je danes poleg športa za vse in pa na segmentu izobraževanja, kjer moramo vzgajati naše mlade, da je šport tudi del Ministrstva za gospodarstvo, kjer mislim, da bo nova gospodarska panoga, kjer bomo s turizmom vred pripeljali več denarja. In OKS, Združenje športnih zvez, sigurno tukaj bo ena ključna športna organizacija in imela najboljšo vlogo. Četrta točka, še zadnja, da ne bom predolg, je pa povezano z vami, dragi mediji. Mi smo vam servis, mi vam bomo dali vse, kar boste potrebovali, bomo pa zelo proaktivni. To pomeni, dobivali boste materiale, še več kot sicer, TV, splet, mediji, časopisi, danes pravzaprav gre na TV on demand po potrebi. To so v bistvu nove platforme, ki nam absolutno bodo omogočali, da bomo prišli do več finančnih sredstev, ker je to popolnoma nov segment in mediji nikoli ne bodo zginili, samo prestrukturirajo vse tako, kot se moramo mi z njimi. Ne? In sem prepričan, da bo naš del med olimpijadama, ne, oziroma zimsko-poletno in zimsko in poletno, da je tukaj vmes tak čas, ki je izjemen, pravzaprav zato, da tudi vmes delamo šport za vse, z vsemi lokalnimi skupnostmi, z manjšimi zvezami, z velikimi zvezami, z olimpijskimi in neolimpijskimi športi. In vse to bo pa seveda, kot je rekel naš kandidat za predsednika, gradilo potem lahko vrhunski šport v času olimpijskih iger, kjer pa vsi navijamo za naše najboljše. Hvala lepa. Hvala, Roman. Hvala za vsem trem za predstavitev svojih pogledov na to. Seveda, kar sam čutim in vem, da sem izbral dobre sodelavce in vem, da bomo odlična ekipa. Ker jaz večkrat povem skrajno resno, da jaz sem pač nepomemben. Če ne bi imel tu dobre ekipe okoli sebe, v vseh teh letih mi ne bi nič od tega naredili. Zato smo pa tako močni in smo nepremagljivi. Zdaj bom pa prosil še prijatelje, podpornike, vsak pove tudi par misli in najprej bi prosil seveda mojega najboljšega prijatelja Dejana Crneka, ki je na narabi verjetno posebej predstavljati podžupan Ljubljane, by the way, pa predsednik Športne unije, pa je ostalo zelo naštevati. Prosim, izvoli. Hvala lepa. Torej, najprej seveda vsem ena topla dobrodošlica, kot je rekel zibelki ljubljanskega, pa tudi slovenskega športa. Bi rad samo dodal, da pravzaprav je bila res za nas osiromašenje tega prostora, ko se je Olimpijski komitej selil, kajti tukaj je bilo srečevanje tako vrhunskih športnikov, kot tistih, ki delujejo manj vrhunsko, ampak vse to je pa dalo enemu dobremu naboju za naprej, ker srečati nekoga, ki je dobil olimpijsko medaljo na istem mestu, je seveda velika čast. No, zdaj tega manj, ampak računam, da bomo v bodoče tudi to nadaljevali.
Najina pot z Janezom sega v daljna leta 90-ta, ko je on pravzaprav postal kot najmlajši predsednik Športne zveze Ljubljana, po mojem vedenju. Jaz pa najmlajši predsednik najstarejšega društva športnega v Sloveniji, kjer se je pravzaprav vse začelo. Drugo leto praznujemo 160. obletnico ustanovitve tega društva. In Janez kot tak je od najnega začetka bil vedno, bom rekel, vedoželjen, širok človek in se je pustil podučiti o vrednotah, ki so jih takrat daljnega leta 1863 začeli tudi uradno propagirati naši predhodniki in te vrednote še danes v športu nekaj veljajo. In kot ga poznamo, človeka, ki je tudi človek terena, to pomeni, da mu ni težko v nobeno sredino obiskati športnike, športne organizacije in to je v tem mandatu, Janez, koliko si jih naredil obiskov? V 8 letih? Ja. No, lahko povem, to sigurno se lahko pohvalim. Sem zanesljivo en redkih Slovencev, ki sem obiskal vseh 212 občin. In imam tle noter najbrž kar vse telefone od vseh župan pa župana. Pa to ne zato, ker bi to bilo fajn, ampak zaradi tega, ker sem širil pri njih predvsem to podporo, ker morate vedeti, da so občine največji financer slovenskega športa in to moramo negovati v prihodnje. Tako da ja, obisko je bilo čez 1000, zanesljivo. Obiski so lepo povezani predvsem z ustanavljanjem lokalnih športnih organizacij, kot so športne zveze ali regijske pisarne, ki seveda tudi v odročniških krajih lahko pomagajo pri vzpostavitvi športnih dosežkov, pa tudi mogoče kakšnega športnega medalista, olimpijskega medalista, ki drugače ne bi imel priložnosti, če ne bi bilo te povezave. Tako da je ta vrednost, ki ga imajo te povezave, oziroma ta način, se mi zdi izrednega pomena, da lahko združuješ tako vrhunski šport, kot šport za vse, ker eden brez drugega ne moreta. Zdaj, kdo je prej, kdo je pol, je škoda besed, ampak brez športa za vse ni vrhunskega in obratno, ker vrhunski privablja tudi otroke za šport za vse. In tukaj je ta pomembna njegova širina, ki jo ima in zato ni bilo naključje, da je od nekih pogovorov prišel z idejo o prazniku športa v Sloveniji, kot je prej rekel, prvi datum in naša glavna ideja, da bi bil to 1. oktober, ker 1. oktober je dan ustanovitve prvega športnega društva v Sloveniji in tudi športni teden, Evropski športni teden se zaključi en dan prej in bi bil to naš potem zaključek vsega tega dogajanja. Vendar so bile športno-politične in politične smernice drugam, zato je datum, ki je nekako spremenljiv, ni pa tisti pravi. Žal ni pravi, ampak okay, imamo ga pa. In če zaključim, mislim, da tako kot smo gradili šport skozi vsa ta leta, stoletja, da smo preživeli 5 držav, 5 sistemov, bi s tem vodstvom, ki bo naredili samo še eno dodano vrednost, da bi pa res povezali ne to, da imamo neke individualne želje, potrebe, ne reče kaj drugega, ampak bo res ekipa delala v dobro športa, celega športa, športnikov in tistih delavcev v športu, predvsem iz razloga, da povzdignemo ta šport v Sloveniji na raven, ki ga zasluži in smo tudi kot Slovenci nanj ponosni. Hvala lepa. Hvala. Zdaj veste, zakaj podžupan, ne? Veselje mi je posebno tudi predstaviti, to se je zgodilo dobesedno čez noč, tek preletela čez lužo, zdaj je bilo malo naduto, rešte zaradi mene preletela, ker ni, ampak se je poklopilo, Nika Kljun. Dobrodošla. Lep pozdrav, hvala, da sem lahko tukaj. Danes nisem tukaj v imenu sebe, Nike Kljun, sem tukaj kot ambasadorka slovenskega plesa in lahko govorim za Slovence, za naše izjemne plesalce. Vemo, da mi imamo ogromno dobrih plesalcev in veliko je govora, ali je ples šport, ali je ples umetnost. Lahko vam zagotovim iz lastnih izkušenj, da je definitivno seveda umetnost, ampak je definitivno šport. In lepo je imeti na vrhu OKS-ja
nekoga, ki v to verjame in ne samo v vse naše medalje zlate, če ne veste, ravno smo ponovno, imamo ogromno državnih prvakov, ki grejo na svetovna prvenstva, evropska in ponavadi vedno pridemo nazaj za nešteto prvih mest, tako da smo res na top in poleg tega je zelo lepo, da vrh OKS-ja tudi verjame v rekreacijo plesa. Smo zelo plesni narod, lahko verjetno kar rečete, da poznate sigurno nekoga ali pa mogoče ste sami kdaj zaplesali. Smo zelo plesni narod in tako kot smo rekli prej, tudi vi ste rekel, gre v dve smeri, se pravi, ja, smo zelo profesionalni, imamo odlična mesta, smo motivatorji, smo motivacija za ogromno ljudi tudi po svetu, ampak vse se pa začne v neki bazi. In ta baza v Sloveniji je zelo velika, imamo ogromno plesalcev, v naši šoli je ogromno plesalcev in vsi žarijo, veseli so, srce jim dejansko poje, ko so v dvoranah. In je pomembno, da takšna organizacija podpira ples, ne samo profesionalne plesalce, ampak tudi rekreacijo. Tako da vem, da že desetletja ste povezani s plesom, tudi v preteklosti vem, da si pomagal pri uveljavi za statusnih pravic za športnike, za naše plesalce v šolah. Tudi jaz sem bila deležena tega in hvala vam. Še zdaj je veliko šol po Sloveniji, ki učitelji gledajo plesalce kot sej, te pa ni treba to trenirati. Ja, sej to je pa pač ples. Ampak vemo iz rezultatov na fakulteti za šport, smo imeli ogromno rezultatov, da dejansko športniki, tako kot plesalci standardnih latinskih plesov, hip-hopa, džeza, moderna, rock'n'rolla in še, imamo treninge sestavljene iz atletike, moč, treninge za psihoterapeute, imamo ogromno dolgih ur in odrekanj in verjemite mi, da smo zelo podobni nekaterim drugim, ki jih vsi mediji z veseljem pokličejo in o njih govorijo, medtem ko Slovenci imamo vrhunske rezultate in mediji mogoče jih sploh ne zanimajo. In upam, da se bo to tudi kaj popravilo in mogoče v prihodnosti lahko tudi ples postane olimpijski šport, ker mislim, da bi lahko definitivno postal. No, ples je postal olimpijski šport. V breakdansu. Tako. Hvala. Bodoča kandidatka vsaj za podpredsednico. Hvala lepa še enkrat. Igor Beribak, ki ga najbrž ni potrebno predstavljati posebej, tudi moj sopotnik skozi življenje in del smo ga močno tesno preživela skupaj, vrhunski hokejist, legenda in sedaj trener. Ja, hvala lepo, zdrav tudi moja imena. Jaz sem prav vesel, da me Janez povabil tukaj, ta projekt, da ga podprem kot bodočega predsednika Olimpijskega komiteja. Poznala se že kar dolgo časa, še ko sem bil aktivni športnik, so se spoznala potem kasneje. Kot trener sem imela skupni projekt, on je bil glavni organizator tega, predsednik, da smo ustanovili en kolektiv, društvo za mlajše selekcije, da se lahko nemoteno trenirali naprej, da smo se ločili od profesionalne ekipe. Kot oseba ga zelo dobro poznam, jaz vem, koliko se on za vsak projekt, ki se prijavi, ki ga organizira, da vzeli 100% vse od sebe in kar tukaj vidim, smo zbrali vsi različni športniki, različni trenerji, ples. Tako da jaz vem, da bo on naredil vse, da bo združil vse te športnike, da bo vsem izboljšal pogoje za delo. Ko zdaj opažam, vsaj zdaj, ko sem trener, kaj potrebujejo ti naši mladi igralci, ker ne bi bili bodoči športniki, vrhunski in mogoče
osvojitelji olimpijske kolajne. Zmeraj več vemo, kaj je ta korona nam prinesla, računalniki, otroci so zmeraj manj aktivni, ni več igrišč, zunaj, ki bi igrali se, tako kot smo se v mojih časih. Jaz mislim, da imamo tukaj še največ rezerve, da če bo to olimpijski komite podprl, kar jaz vem, da bomo dobili večjo bazo, tako je rekel gospod Atletske zveze, ker če nimamo svoje baze mlajših, ki bomo privabili na igrišče, bomo težko karkoli naredili, uspeli, sploh, ker smo Slovenci, le majhen narod, ne glede, da smo osvojili veliko kolajn. In jaz sem prav vesel, da je Janez odločil za kandidata za predsednika Olimpijske zveze in jaz vem, da bo tudi zmagal. Hvala lepa. Kdor ne ve, skupaj smo ustanovili hokejski klub leta 2004. Tisti edini, ki je preživel in danes sta, isti klub je zdaj v Eblu. Ostalih ni več, ne? Se pravi, smo naredili dober projekt. Ne? Ja. Nika Mlakar, ona mi je posebej draga, ker ima eno izjemno izkušnjo v življenju, ki fantastično odraža tudi ta slogan, ne, zmage, neke svoje zmage, pa te prosim, če tudi sama poveš par besed. Najlepša hvala za povabilo. Šport me je v bistvu spremljal že celo življenje in v zelo lepih trenutkih in tudi tistih malo manj lepih. In prav pri teh malo manj lepih mi je večkrat pomagal, da sem se pobrala, da sem ostala in šla naprej z dvignjeno glavo. Izpostavila bi izkušnjo, ko sem imela hudo prometno nesrečo in kljub temu, da sem bila res intenzivno v športu, mi je bilo, kot da bi mi bilo odvzeto vse v tistem trenutku. In zdravstveno osebje mi je rekla, da malo razmislim, kaj bom delala v življenju, zdaj, ko ne bom mogla več plesati. In to v bistvu me je zgrozilo, predvsem zato, ker je šport, zame predvsem ples, pomenil kot neka rešilna bilka. Česarkoli ni šlo v mojem življenju, sem si športom pomagala. Ali sem imela stres, ali sem mogla najti neke rešitve, gledati širše na nek problem. In v tistem trenutku sem lahko, se malo ustavim, kako bi v športu šla naprej, kadar mi nekaj ne gre, kadar imam nek neuspeh. In sem si postavila cilje in šport mi ni pomagal le kot v bistvu pozitivno razmišljanje, da iz slabega poberem nekaj najlepšega, ampak je bil istočasno tudi nek tool, da sem lahko svoje telo ponovno postavila na mesto, ne samo telo, ampak tudi predvsem glavo, ki je itak najbolj pomembna, da telo lahko pride na mesto in v roku 3 mesecih intenzivnega treniranja lahko stopila spet na velik oder. Kot je bilo že večkrat omenjeno, je pomembno, da na šport ne gledamo kot samo profesionalni vrhunski šport, ker do tja prideš z začetkom. Torej, da si vsak dan na nekih igriščih, da imaš ob športu, se družiš, spoznavaš nove ljudi in s tem vzljubiš, kako dobro se počutiš po določenem športu, po določenem gibanju. In če tega ne izkusiš, ne veš. In zato je pomembno, da začnemo pri otrocih, pri teh tako zvanih amaterjih in podpori manjših društev, ki dostikrat ne pridejo, ne dobijo glasu, da potem sploh lahko ustvarijo vrhunske športnike, ki potem lahko predstavljajo Slovenijo v najlepši luči povsod po svetu. Tako da, upam, da bo uspelo, ker je vaš projekt, mislim, da zares pomemben za narediti en velik korak v športu in na splošno pri splošni populaciji tudi malo zamenjati razmišljanje. Hvala lepa. Saša Vorkapič,
Tajski boks, zaposlen, izreden človek, več bo povedal sam. Tako. Lep pozdrav prvo vsem. Kot prvo bi se rad zahvalil na povabilo Janezu na to priložnost tukaj, ki smo se zbrali in da mogoče oživimo sam šport v Sloveniji malo drugače, v drugačni luči. Sam bi rad povedal, da šport je v bistvu del naše družbe. Brez športa naša družba ne bi delovala tako, kot deluje. Zato je zelo pomembno, da, kot smo že dostikrat omenili, se pač šport razvija v dveh plateh, tako kot rekreativno, tako tudi tekmovalno. Zato je zelo pomembno, da se v bistvu začne že v nekih osnovah, v osnovnih šolah, na igriščih, kot so že mnogi pred mano povedali, in da potem na podlagi tega se tudi sami mogoče bodoči profesionalni športniki ali pa rekreativci spoznajo oziroma naučijo določene življenjske vrednote, ki so pomembne za vse nas. Se pravi, da se tudi med drugim naučimo nekega reda, discipline, vztrajnosti in soočanja s težkimi situacijami v življenju. Sam lahko povem, da mi je tudi šport omogočil poleg mednarodnih tekmovanj, spoznavanja z drugimi kulturami, tudi nove možnosti oziroma nove poti v življenju. Sam lahko povem, da mi je skozi šport in to samo prepoznavnost odprla nova okna oziroma nova vrata v sam svet. Tudi tako sem se med drugim lahko uspešno tudi zaposlil v podjetju Renault Group, kjer so pač opazili določene moje kvalitete, ki sem jih skozi sam šport razvil. Tako da lahko povem, da tudi ni nujno, da se pravim še enkrat, da govorimo samo v nekih profesionalnih uspehih oziroma v nekih odličnih dosežkih naših športnikov, ki so še seveda zelo pomembni, da pač delujejo oziroma delujejo kot dobra promocija državi, ampak je tudi pomembna ta sama osnova športa, čemu služi. Se pravi, poleg nekega zdravega načina življenja služi tudi neki prepoznavnosti in novim možnostim, vratam, ki se vam lahko odprejo v življenju, tako kot so se meni. Tako da sam verjamem, da je tudi Janez in ekipa okoli njega pripravljena in da bodo naredili vse to, kar je v njihovi moči, da se bo tudi šport pri nas dvignil na višjo raven, da se bo delalo tako kot za rekreativce in bodoče nadobudne športnike, tako kot tudi za same uspešne oziroma najboljše športnike v Sloveniji. Hvala. Andrej Pregel, on je, kot rečeno, starosta Bežigrajskega Sokola. Meni je strašno všeč njihov slogan Bežigrajskih Sokolov, kar bo Andrej povedal, da nam je kaj narobe rekel. Tako da, vesel, da ste z nami. Pri nas smo v društvu začeli smo izdajati svoje glasilo. To nam je bilo veliko pomoč kvaliteti pa rasti društva in tam smo opisali, da človek star bo, mlad bo, deliti mora telovati. To izvira iz sokolskih načel, ki obravnavajo zdrav duh v zdravem telesu. Zdrav duh je vsem poznana zadeva. Zdravo telo je znana zadeva. Zdrav duh pa ni zelo razdeljen na posamezna področja, ki so poštenost, ljubezen do domovine pa demokratičnost, kada se pogovarjajo sokoli med seboj, ne jemljajo besede en drugmu, ampak dopolnjujejo vredne stvari. To je zelo pomembno, da držimo skupnost, ki deluje pozitivno in soglasno. Da najdejo rešitve za posamezne nasprotja med njimi ali pa različna mišljenja. Moj trener je bil Stane Drganc, olimpijec iz časa Kraljevine Jugoslavije in je po letu 1952 sem je začel telovance hoditi, njega sem spoznal čez 3 leta, 4 leta, pa je pa skozi nas učitelj. Učil je vse, ki so prihajali k telovati. Tako da ni pomembno se ukvarjati samo z eni, ampak povsod pomagati tudi tisti, ki so na nizkem nivoju, za katere se vede, da bodo ne vem česa dosegli, ampak da so, rekel, prijatelji in lepo povabljeni delovati v društvu in tudi sodelujejo.
pomembno je vzdrževati stike s staršimi. Starši morajo sodelovati z društvom, nekako naj bojo veseli, da njihovi otroci telovadijo v zelo dobrem društvu, ker so zadovoljni z vodniki in z njihovim napredkom, ki ni nujno, da je močan pa velik. Danes sem zelo vesel s tem sestankom. Janez je to, da ste odlično zbrani in da bo res brez težav, da bomo prišli na višje mesto. Hvala. Zdaj bom šel kar po vrsti, Bog nam boš pač zadnji. Vse veš, kaj pravijo, in zadnji bodo prvi. Anže, izvoli, Anže Petrič, Balinar. Hvala lepa. Lepo zgodbo. Lepo pozdravljeni. Jaz sem danes tukaj v imenu vseh balinarjev, Balinarske zveze in ja, tudi balinarji smo z gospodom Janezom, ga podpiramo, predvsem zato, ker se zelo zavzema tudi za neolimpijske športe. Balinjenje velja kot rekreacijski šport večinoma, ne? Ampak kljub temu smo balinarji, je balinanje, bom rekel, eden izmed najbolj trofejnih športov v Sloveniji. Imamo preko čez 200 medalj iz najvišjih tekmovanj. Evo, včeraj spet nova medalja na sredozemskih igrah v Alžiriji. Ampak kljub temu, da smo zelo uspešni, smo tudi zelo zapostavljeni. Pa ne govorim tukaj samo z finančnega vidika, ampak tudi glede medijske pozornosti. In verjamemo, da nam bo skupaj z Janezom in z ekipo uspelo narediti korak naprej, korak više in da bo to na koncu zmaga za vse. Hvala. Tija Cesar, karateistka. Hvala lepa za povabilo. Res mi je v čast sedeti z vami vsemi tukaj. Jaz bi začela s tem, da je v bistvu gibanje privilegij. Vemo, da vsi tega res ne morejo. In meni se zdi, da športnik kot sam skozi celo življenje, oziroma če se ukvarja športom, doseže neke osebnostne vrline, ki so tudi potem nek način življenja. Prvo mora imeti disciplino, odločnost in pa za sabo res ekipo, da se pač poklopi vse. Na vrhunskem športu bi rekla, da je situacija za vrhunske športnike odlična, ampak se mi zdi, da je še vseeno veliko prostora za vse športe, da se naredi še nekaj večjega in boljšega za vse športe. Zdi se mi pa tudi, da stoji vse tudi na mladih in da se to znanje, ki ga imamo, predaja tudi na mlajše in da jim zagotovimo lepo pot naprej. Vem, da kot vrhunska športnica sem imela vzpone in padce in na tistih padcih je pomembna podpora. Vi ste pokazali, da vam je mar in to je nam športnikom res v veliko čast. In pokazali ste, da imate program, plan in odločnost in to nam veliko pomeni in jaz vam želim vso srečo. Hvala lepa. Nastja Golejšek je tudi prav posebej najbrž ni potrebno predstavljati. Midva smo se spoznala že pred leti. Mogoče še vseeno dve stvari izpostavil, kjer smo odlično sodelovali. En je bil projekt Slovenska bakla, kjer je bila tudi kot bivša vrhunska olimpika in tako naprej zmeraj pripravljena podpisovati avtograme otrokom, ki to nekaj pomeni, sodelovati pri teh projektih, ker v bistvu ti projekti so pravzaprav temu namenjeni, ne? Da povezujemo, navdušujemo male z našimi šampioni. To je ta, rekel, transmisija, ki jo moramo gojiti naprej, mogoče še poglobiti. In drugo, smo sodelovali ali še malo sodelujemo v projektu FLOT. To je Erasmus Plus projekt od TAFISA organizacije. FLOT v bistvu pomeni Female Leaders of Tomorrow. Ne? Smo v bistvu povezali 10 afriških deklic, pa 10 evropskih deklic, pa 10 mentorjev in je v bistvu sodelovala v enem takem projektu, kjer je zanesljivo dober, ker je stkala neka nova prijateljstva, poznanstva. Nam je pa ogromno pomenilo za tega, ker smo dobili strani, kot je bilo lepo rečeno, mlajših, tudi neke nove, sveže poglede, ker mogoče mi mislimo, da vse vemo, pa ne vemo, dač od tega. Ne?
In je to super, da ste z nami, ki nam te stvari prenašate. Tako da Nastja, izvolite. Ja, zdravo, lep pozdrav sem. Sem vesela, da sem danes tukaj. Ja, jaz prihajam bolj iz plavalnih vod. Vrhunsko sem se izobraževala v vrhunskem športu 17 let. Jaz si v bistvu želim kar nekaj premikov tukaj v Sloveniji. Jaz si bi želela, da nikoli nekdo mora izbirati med izobrazbo ali športom in da se to zdaj vnaprej pač poveže, da se univerze in OKS in šport poveže, ker se mi zdi, da športnik bo enkrat končal svojo kariero. In kaj bo potem, ali bo to ostal v športu, mogoče se ga to pač veseli, ampak športnik je lahko tudi ekonomist, lahko je biolog, lahko je kemik in se mi zdi, da moramo ustvariti tako okolje, da bojo srednje šole, univerze gojile tudi ta duh, da bo razumevanje za njih. In mislim, da tukaj lahko tudi malo za vzgled Ameriko vzamemo, ker so v tem smislu oni zelo en korak naprej naredili. In če kaj lahko iz njih črpamo, je to. Jaz sem zelo ponosna, na kar sem dosegla. Malo manj sem ponosna, da sem te hitro končala svojo plavalno kariero, ampak ja, jaz si to želim, da se nek športnik nikoli ne bi rabil odločiti, ali bo delal to ali ono, da to gre skupaj z roko v roki. Jaz se spomnim, da veliko plavalcev že neha plavati med srednjo šolo, ker jim kaj druga postane zanimivo, mogoče nimajo toliko podpore doma. In da je treba to vzgajati na lokalni ravni, ker noben športnik se kar ne rodi na stopničkah, vsi prihajamo iz nekih vasi, manjših mest po Sloveniji, zato je bil tudi tak lepo tisti projekt, ko smo ga imeli slovensko baklo. Jaz sem šla po teh v bistvu domačih občinah in se to tudi na tak način krepilo. To je ena stvar, ko sem želela povedati, druga pa je ta, da jaz sem celo bila mogoče na nek način privilegirana, ker imam take nove starše, da so me bili pripravljati voziti na treninge dvakrat na dan, po pol ure stran, me spodbujali, finančno se podpirali, ampak marsikdo tega nima, ali starši mogoče niso finančno sposobni, nimajo časa, ali pa mogoče celo pač ne vidijo tiste dodane vrednosti v športu, da bi pač vzgajali ta duh športni, in se mi zdi, da zato so te organizacije tudi tako pomembne, da se to privede na nek lokalno raven, da se olajša delo, da je bolj dostopno in da se neka taka zdrava kultura vzpostavi. Tudi marsikje vrhunski plaval športnik potem neha plavati, se mu šport celo zameri, prevzame nek slab način življenja in v bistvu dosežemo čisto kontraefekt, ko smo si ga pa želeli, ko smo začeli trenirati pri 5 letih, ko so nas starši nekam dali. In se mi zdi, da je to pač pomembno, da se zavemo in da se pač dela na tem. Mi imamo veliko znanja, zdaj je treba v bistvu to še samo dejaniti. Jaz verjamem, da bojo ta ekipa, ki nas tu kandidira, prevzeli odgovornost in da bomo, ne vem, 4 leta pa spet govorili o konkretnih presežkih, rezultatih, premikih, ki smo jih naredili in ja, vso srečo. Hvala lepa. Tija Vrhovnik, zdaj že lahko rečem bivša nogometašica, drugače pa še aktivna igralka odbojke SD. Tak bi rekel, prijetna punca, smo se spoznala in sem prav vesel, da je našla čas za danes pred nami, tako da izvoli. Hvala, Janez. Jaz bi na začetku rada rekla, da meni je v bistvu šport v samem štartu, zaradi tega, ker sem pač malo izstopala, predvsem predstavljal lažjo vključitev v družbo. S tem, da sem se začela potem ukvarjati športom, specifično z nogometom, in da je šele potem postal to neki vrhunsko tekmovanje. V samem štartu je pač meni šport predstavljal pač neko vključitev v družbo in to trenutno sem v odbojki SD in tudi kot ambasadorka postanih športnih, predvsem to, da pokažemo, da se kdorkoli lahko vključi kamorkoli, da lahko šport pomaga, pa s tem svojimi vrednotami,
posamezniku, tako na življenjski, kot podjetni, karierni, kakorkoli ravni, se mi zdi pomembno, da to, kar današnja ekipa zagovarja, res predvsem želim, da res pokažemo, da lahko šport na koncu za komorkoli ostane zmaga za vse. Hvala lepa. No, kot rečeno, na koncu še moj prijatelj Bogdan Plaznik, sicer predsednik Športne zveze Velenje, tudi član strokovnega sveta našega, dolgoletni sopotnik skozi življenje in tudi nekdo, ki pravzaprav povezuje šport na različnih nivojih, ker je nenazadnje tudi pomočnik direktorja objektov Rdeče hale v Velenju. In človek, ki veliko ve o tem, kako je pomembno, da smo med seboj povezani, da si zaupamo in da predvsem skupaj dosegamo cilje, ki smo si skupaj določili. Bogdan, izvoli. Hvala lepa, prijatelj. Glede na to, da smo že dolgo poznamate, res lahko to rečem. Kot si prej rekel, zadnji, prvi, danes to ni pomembno. Pomembno je, da smo tukaj. Vse, kar ste povedali, tukaj je dvakrat res. In se na to podpišem z celim svojim priimkom in imenom. Seveda lahko danes govorim v imenu vseh športnih zvez v Sloveniji, katere tudi član sem, in verjamem, da lahko rečem, da tako Janeza kot komplet ekipo podpiramo vsi. V zadnjih 2 mandatih, kot je že bilo rečeno, se je naredil res velik korak pri prepoznavanju, bom rekel, športnih zvez, regijskih pisarn, športa za vse. Tako kot smo že rekli, ni vse vrhunski šport, ni samo OKS, je OKS in tudi Združenje športnih zvez. To je, bom rekel, uradni naziv Olimpijskega komiteja. In jaz sem res vesel, da je Janez prevzel to nalogo, komplet ekipo zelo dobro poznam in verjamem, da boste vi, seveda z pomočjo vseh nas, dobro peljali to zadevo naprej. In jaz vam seveda, vam in nam vsem želim vse dobro in želim, da je res šport način življenja. Hvala. Držali smo se tega, da smo krajši od 1 ure, kar je izjemen uspeh, glede na to, da nas je veliko in da imamo še toliko zapovedati, da lahko še 1 uro sedimo, pa ne bomo.